Sem Peter Mikša, docent na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri svojem doktorskem raziskovanju, pri svojem doktoratu sem se ukvarjal z alpinizmom na Slovenskem in posredno v veliki meri tudi z Klementom Jugom, enim prvih doktorskih študentov in tudi doktorantov Filozofske fakultete. Klement Jug je študiral filozofijo pri prvem predavatelju Francetu Weberu na Filozofski fakulteti, uspešno zagovarjal svoje teze, žal leto dni kasneje se smrtno ponesrečil v severni steni Triglava pri udejanjenju svojih misli. Njegova ideja, misel, kjer je volja, tam je pot, se je žalostno končala avgusta 1924. Klement Jug je zelo pomembna figura slovenskega alpinizma, bil je na nek način preporoditelj v ključnem obdobju takoj po prvi svetovni vojni, ko v bistvu nastopi oziroma nastane v Ljubljani prvi alpinistični klub. V prvih letih turistovskega kluba Skala je bil idejni voditelj alpinizma. V tistem času, ko smo dobili na nek način, ko smo se rešili nemškega vpliva v slovenskih gorah, v slovenskih stenah, so prišle nove nevarnosti, lahko rečemo. Na nek način je boj za gore med Nemci in Slovenci zamenjal boj za stene. Torej, šlo se je za prvenstvo, kdo bo prvi preplezal določeno pomembno, markantno steno, alpsko steno v Alpah, kar je pomenilo, da na nek način tudi prestižno markira prostor. Klement Jug je svojo filozofijo zanetil željo slovenskih alpinistov potem, da smo mi prvi, torej v smislu, da smo Jugoslovani seveda v tistem času res majhni napram drugim narodom, ampak da s svojimi dejanji lahko prikažemo, da znamo biti veliki in najprimernejše mesto, torišče teh idej so lahko gore in v bistvu alpinizem. Klement Jug je sicer res doktoriral iz filozofije, ampak je že v bistvu v svojih letih, ko je še pisal doktorat, predvsem pa potem leto pozneje veliko svoje energije usmeril v psihologijo. Zato je tudi na nek način šel nadgrajevati svoje znanje v Italijo, torej takoj po doktoratu. Vidi se, da je svoje videnje alpinizma zelo dobro združil z filozofijo ter tudi psihologijo. V bistvu imel je neke svoje vidike, kjer je turistiko, torej v tistem času so tako imenovani alpinizem, videl kot pravo pot za udejanjenje svojih misli. Naprimer, pravijo je, da je turistika v ožjem pomenu besede, da izvira iz stremljenja po zmagah, po prvenstvu, pa da če sem se lotil turistike, hočem biti med prvimi, dokler ne ginem, da zmage nad stenami, ki jih doseže plezalec, so iz moralnega vidika zmage nad seboj, da obvladaj svojo lastno notranjost in hodi, da boš obvladal tudi nevarnost. Torej, stvari, ki jih iz svojega študijskega usmerja v svoje življenjske nazore. Recimo, Klement Jug seveda ni bil predavatelj, ampak je imel zanimivo usmeritev, pravzaprav tako zelo težko nemško bi rekel. Njegova filozofija je izhajala nekako iz teh gesel, kjer je volja, je pot in podobne zadeve, ne smeš doživeti poraza in to, ampak seveda je zanimivo, je njegov doktorat je izgubljen, tako da pravzaprav nekaj... O njem se da zelo malo povedati. Jaz sem enega od študentov na potu, da je delal diplomsko delo, da je šel pogledati, kaj se da vse dobiti in je ostal precej praznih rok. Tako da o Klementu Jugu se da bolj iz teh sekundarnih stvari karkoli povedati. In prispevka k same dogajanju na Filozofski fakulteti pa pač ni dal.